Kia ora in dobrodošli v novo sezono zgodb iz Nove Zelandije. Za vse tiste, ki se nama pridružujete prvič, sva Alex in Cindy, oziroma Ponč in Sonč. In v prvi sezoni ste lahko spremljali najin odhod iz Slovenije, Če se bo treba poslavljati, to je najbolj grozen. prihod na Novo Zelandijo, najine prve vtise, zaplete in službe na novi celini, Zdaj vam lahko poveva, se pravi, bova ubirala češnje. ter seveda obilico neverjetne in krasne novozelandske pokrajine ter živali. Drugo sezono začenjamo, kjer sva ostala. Kia ora! Hej ho, dobrodošli nazaj na najinem kanalu. Midva sta nehala delati, kar pomeni, da je treba zaštartati Binkota in iti na nov road trip. In zdaj naja čaka še Abel Tasman oziroma Abel Tasman National Park, kar tako malo misteriozno deluje, kar pomeni spet en kup enih pohodov, ptičev in lepe narave. Jej, gremo! En mesec sva preživela v Nelsonu in pa njegovi okolici in zdaj je čas, da se odprava še malo bolj severno in si pogledava lepote, ki jih ponuja Abel Tasman National Park. Za mano lahko vidite Nelson, Richmond, Ruby Bay in pa Motueko. Morava pa najinega Binkota spraviti čez ogromen prelaz in sicer vstop v Abel Tasman nacionalni park zahteva kar hud vzpon čez Takaka Hill, kjer sva tudi posnela uvod videa. Takaka Hill je poznan še po telih skulpturah. A vas to na kaj spomina? No, preden povem, najprej maorska varianta te razlage. Zelo poenostavljeno, ena velika žival, grda, smotana, so za noč začeli kuriti ogenj, da je šla gor v hrib in bežala pred tem ognjem. Ogenj jo je ujel, zažgal in v bistvu njen umrlo telo oziroma luske so se spremenile v kamen. Geološka razlaga, kras! Apnenc, pa prodirane, pa topljene skale. Tako da, zanimivo. Čeprav je Abel Tasman nacionalen park poznan predvsem po teh lepih plažah, pa zelo tekmu tropskemu vibu, misliš, da ste nekaj na Tajskem, pa si bom midva za ta prvi ogled izbrala slap. Ker zakaj pač ne? Se pa že resno pozna, da je jesen. Ne, nisva toliko napravljena, ker sva na jugu, ampak sva v bistvu na severu južnega otoka, ker bi mogli biti bolj toplo, ampak tale jesen kar pritiska, ne? Winter is coming. Tukaj imate polhen slapov in midva dotično sva si izbrala tega, Vanui Falls. Cel pot naju bo spremljala taka lepa narava, mava pa v bistvu 40 minut pohoda v eno smer. Tako da, luštan! Nothing's growing where your heart is fire. But baby, I bet you're cold without me. Even when it's 90 degrees. Without me, I bet that you can get any sleep. In the bed, lying awake. 'Cause I'm not there beside you, keeping you warm and I know. I bet you're cold. You're so done cold. It never rains in California. The sun is always shining right. Ko je prepleteno vse s temi lepalcami, kaj ni električni kabli na Tajskem. Lih tako izgleda, če na hit pogledaš. Noro. Prispela do cilja, do tega slapuka je noro glasen. Je pa voda ful čista, prav taka kristalno čista. Tako da tudi na poti do sem sva videla ljudi s kopalkami pa brisačami in pa mojem se dejansko da kopati tukaj.
Poj prideš na parkirplac in te tle pričakajo race. In to take ogromne, za pojest variant. Videli ste pa prav za speč tej. Pa sploh se ne boji. Sam tole je pa že imel malo skeri, da me nav šavsenla. No. Čebel me je šavsenla. Alo, greste stran, šu. One se sploh ne dajo moto. Ne gane jih. Oni čakajo. Pa če je ta komad, če dan čevelj zraven, pa če štekaš. Oh my god, kako se ne bojijo. No, danes se je dan vse glih malo bolj v smilu, tako da spet sonček. In že hitiva in drviva, da obiščeva eno najbolj znanih plaž tega planeta. Jaz mislim, da greva na plažo, ne pa v hribe. Ja, lej, treba čez hribček, da prideš do plaže. Dobro, sej tole je sicer lepo, sam kam pa zdaj? Nimam pojma, zdaj moramo polno jamo najditi. Ajajajaj. Ma kaj, midva vse ne obludiva, da prideva do stvari? Ojoj. Gremo gor. Okej. Kaj imamo pa tle? Silse, tjulne. Kaj čez hudo. Nekaj se igrajo. A vam je to kaj znan? Ne? Ok, probimo malo drugače. Ok, kaj pa tole? A nam je to kaj znan? Kaj pa tole? A vam je to kaj znan? Ena taka kvazi uprizoritev. Lega, kako laupa. Kaj palček. Ja pa če vam pa škorne gor. Škorni so zdaj krivi. Ja, škorni so problem. Ja, valjda, da vam ni bilo nič znan, če so bila pa na napačni lokaciji. To vam je pa zdaj že bolj znan, oziroma še enkrat ponazoritev. Ne na napačni lokaciji, na lokaciji sva ta pravi. Mislim, Pod napačnim kotom. Lega, kako laupa, ne samo moraš vedeti. to pa bo zdaj, ja, ne? Ok, za vse tiste, ki še niste pogruntali. Tale fotka vas skoraj sigurno dnevno gleda ven iz računalnika, saj je ohranjevalnik zaslona. V glavnem, jaz imam dosti, da me tale nas Sonč, moja žena, skozi heca, da laufam kaj en palček. To zdaj bom pa jaz dokazal, da jaz znam laufati, ker nimam nič na sebi. Na mikrofon in jaz grem laufati. Adijo! Zdaj se je prav potrudil, lejte ga. Kako naj bo človek resen? Kako? Zdaj ugotavljava, da je bil kar challenge tole sliko ta drugo narediti, a ne se mi zdi? Ja, mislim, širokokotno kamero imam dost, samo na baba mi gre na živce. Sam? Baba mi gre na živce. Aja. Jaz se ne hecam. Cindy je man on a mission. Ona bo dobila točno tako fotko, kakor je bila. Pa če je nerealno, kako so ta kot najdeli. Klej nekam v kot so se stlačili. Fora je, da moraš res v bistvu tle nek se postaviti, to sem malo presvetljen, da v bistvu dobiš ta obok, ki gre nadol in gor, se to pa iz fotke se boljš vidi, s tem, da sta še dva velika faktorja, ki jih je treba upoštevati. Prvi faktor, ki ga je treba upoštevati, je to, da je bilo to slikano ob sončnem zahodu, kar pomeni, da dobiš potem te lepe oranžkaste odtenke na stenah te jame. Druga stvar je pa plima in oseka, ki se itak vsak dan spreminja in moraš res urajmati, da je vse, da je sončen zahod in toliko nizka v bistvu plima, da to pride noter. Ja, danes imamo pa se prav oseko ob 10:30 zjutraj in pa ob 11 zvečer, tako da... Ja, ob 11 zvečer je pa Je že že zdavni tema. tema, tako da kar challenge. No, pa se iskreno ne rabi biti čez isto, pač se je ful lepo tak ali pa drugače. Samo meni je zanimivo, iz kakšnih kotov so to snimali, čisto noro.
No, pa dej valjdim še malo informacij, da bojo lahko tudi sami poustvarjali tole slikco, če jo kdaj prišli na Novo Zelandijo. Tale plaža se imenuje Varariki Beach in se nahaja na skrajnem severu južnega otoka. Se pravi, najbolj severno morate iti, kar se da priti tukaj na južnem otoku. In do sem v bistvu vod 5-kilometrska makadamska cesta in pa če hočete jamo ujeti, lahko do jame pridete samo ob oseki. Tako da je treba fajn naštudirati, da je plima pa oseka. No, verjetno ste po vseh tehle Aleksovih smešnih tekih pogruntali, kje vsak dan videvate tole slikco. In sicer 2 sliki se pojavljata kot Windows screensaverja na Windows 10 in pa tudi celo na Applih. Tako da zelo slavna plaža. Bila sva že na najbolj južni točki južnega otoka Nove Zelandije. In obvezno je treba iti še na najbolj severno točko južnega otoka. Zakaj pa ne, če je lih sprot? Nekaj prav veliko za videti je pa ful lepo, pač itak ta novozelandska narava je sam neverjetna. Če ste zamudili video, ko sva bila na najbolj južni točki južnega otoka Nove Zelandije, pa kliknite tlele gor, se vam bo izpisal video. Pa prideš tako do nekih random for, tako največja jama tle. Ja, je pa kar scary tale klif. Kaj fora? Se pravi, da tlele so naredili tole ograjo, tle pa pač... Ben ni toliko blesel, da bi toliko naprej šel. Ja, maybe res. Evo, to sta bila prva 2 dneva parka Abel Tasman. Čaka pa naju še ena velika kljukica. Opraviti enega izmed tako imenovanih The Great Walks of New Zealand. In v regiji Tasman se skriva eden izmed njih in midva se bo odpravila po njegovi poti. Poleg tega pa bova v naslednjem vlogu pristala tudi na Luni. Hvala za ogled vloga in ne pozabi se naročiti na najin kanal, da ne zamudiš naslednjega dela. Se vidimo, kakite ano! Tell me of your lies. I will put out